Živjo, s teboj želim danes deliti svojo izkušnjo z velikega motivacijskega dogodka Marije Diamond, ki sem se ga udeležila 16. novembra v Ljubljani. Marija združuje svoje eno tako globoko intuitivno znanje o energiji in zakonu privlačnosti in v bistvu je zelo preštudirala tudi kvantno fiziko, meditacijo, predvsem je pa specializirana za Feng Shui in z vsem tem nam je pokazala, kako zboljšati svoj uspeh, kako urediti finančne razmere in pa odnose med ljudmi. Ne vem, če veš, in tudi jaz nisem vedela, ampak Marija Diamond je edina evropska motivacijska zvezda, ki je sodelovala pri nastajanju te svetovno znane prodajne uspešnice The Secret, tako pri filmu kot potem pri knjigi. In ker je bila glih ona tista, ki je pisateljici Rhonda Byrne pomagala, da je film The Secret postal uspešnica in potem našla še založnika za knjigo The Secret, ki je bila potem prodana do danes že v več kot 100 milijonov izvodih, ji pravijo tudi, da je prav Marija tista skrivnost za skrivnostjo, oziroma v angleščini The Secret behind the secret. No, v soboto je bila Marija v Hali Tivoli in to je bilo tako zelo zanimivo, kako je mene moje duhovno vodstvo tako zelo nepričakovano in nenačrtovano poslalo na ta dogodek. Zdaj, spomnim se, da sem in brala in gledala Secret, ampak dejansko se Marije Diamond nikakor nisem mogla spomniti in v bistvu še, ko sem se peljala na ta dogodek, nisem vedela ne točno, kam grem, ne kdo ga organizira, v glavnem nič, samo da pač to je. No, in potem sem doživela en cel kup takih prijetnih presenečenj. Od tega, da sem srečala ljudi, ki so meni zelo ljubi, do starih znank in tistimi, s katerimi so se mi poti že večkrat prekrižale, pa do tega, da sem dobila eno darilce v tistih darilnih vrečkah, ki smo jih dobili, ker sem ga naročila v vesolju v bistvu en teden prej. In sem rekla, joj, to moram jeti iskati in potem je bilo to. No, ko je pa na oder stopila Marija in so začele padati potrditve, tako ena za drugo v skoraj vsakem stavku, ki ga je rekla, takrat sem pa vedela, zakaj sem tam. Namreč en teden prej sem sedela tako zelo v dvomih, glede tega, a to, kar delam, je res, a ni res, a tako res deluje pri vseh, ali samo pri meni, a je to samo v moji glavi, pač bila sem v enem takem zelo vibracijsko nizkem stanju, neki bo verjetno tudi tista polna luna, pa 11.11, pa vse te stvari, pa retrogradni Merkur. No, in glavo sem si belila tudi s tem, a ne zdaj že 6. zapored v programu Čarobna vizionarka delamo Vision Board, ali gremo naprej in jaz začnem uvajati ene take bolj napredne tehnike. Ampak potem sem razmišljala in prišla na dogodek in ugante, kaj je glavna metoda kreiranja, ki jo uporablja Marija. Vision Board. In potem sem rekla, ok, če pa deluje za njo, za njene zvezdniške stranke, pol pa nimam kaj spreminjati, ker tist, ki deluje, tist je treba delati. In pospraviti prtljago in pa navlako za nazaj je prvi korak k viziji prihodnosti. In to je tudi povzetek tega, kar delamo čisto na začetku programa Čarobna vizionarka v našem prvem online srečanju. In velik del svojega predavanja je Marija govorila točno o tem in spet je bila potrditev. Ok, potem sem razmišljala, a naj vpletem v letošnji program še spoznanja in pa delovanje in pa znanje o delovanju možganov, pa možganske valove, ki morajo biti na ta pravi frekvenci, zato da kreiranje pa ustvarjanje lahko deluje. No, tudi na to vprašanje sem dobila konkreten odgovor. Namreč v soboto zjutraj pred dogodkom sem poslušala en podcast, v katerem je svetovno znana hipnoterapevtka Marisa Peer govorila točno o programiranju nezavednega preko tega doseganja tistega pravega možganskega delovanja. Popoldne je pa Marija Diamond prav tako govorila o pomembnosti teh globjih stanj zavesti, o alfa stanju, o tem, kako ga doseči. In ja, očitno je bilo v prejšnjem tednu moje poglabljanje v dvome, ki jih pač proizvaja moja človeška narava, en tak prevelik odmik od tega, od česar me moj višji jaz pa duša vodita.
in da v bistvu vsi ti spletni programi, ki jih delam, da so pomembni ne zame, ampak za tiste, za katere delam, in zato so v petek popoldan tako na hitro prišle te karte za Marie Diamond v moje roke. V bistvu je pri tem še najbolj osupljivo to, da so prišle prek mojega partnerja Tomaža, ki v nič od tega ne verjame, ampak se je odločil, da me bo pri tem, kar počnem, podpiral. Jaz sem sicer še kar malo jamrala, da imam vikend poln, ker smo imeli dopoldne še otvoritev razstave v Anima Soma centru, da sem utrujena, ampak je Tomaž rekel, da gre on tudi, in pol nekako, ker nisem imela več izbire, ker če gre pa on, pa ne morem jaz reči, jaz pa ne grem. Tako da v tem vikendu, pravzaprav v enem vikendu, je bilo toliko konkretnih odgovorov na moje dvome in toliko v bistvu enih takih materializiranih drobnih stvari, ki so me podprle in pa dokazale, da vse, kar počnem, res 100% deluje, da pravzaprav res nimam druge možnosti, kot da to predajam naprej. In jaz verjamem, da pravzaprav skrivnost ne sme ostati skrita in da to mora postati veščina vsakega posameznika. Ve pa tudi, da je v ženski energiji ustvarjanje in pa materializiranje stvari drugačno kot v moški energiji. In tega se moramo še posebej ženske dodatno naučiti. In to je to, kar ponuja program Čarobna vizionarka. In zdaj te bom tikala, zato ker te želim nagovoriti direktno. Ker to, kar je že v tebi, v kar dvomaš, to je treba aktivirati. In v bistvu, da sprejmeš to podporo skupnosti, ki se ustvari, ki je tukaj zate, ki se tako odločaš. In da se zares usedeš in pa strukturiran narediš tiste korake, ki te pripeljajo do rezultatov, takih konkretnih, dejanskih, in pa pri tem, da znaš prepustiti vesolju njegov del. In zraven je treba pač še z določenimi omejujočimi prepričanji opraviti, zato da postaneš tista prava kreatorka. V bistvu se moraš odločiti od vloge žrtve, ki jo življenje premetava sem pa tja, in prijeti krmilo v svoje roke. Tako da poiskati v sebi tista hotenja, tiste želje svoje duše in jih začeti živeti. In v bistvu s tem dobiš recept za življenje tega, kar jaz rečem čarobna vizionarka. In letos je ta program še posebej obogaten, ker te bom opremila v bistvu tako z osnovami, kot z vsemi tistimi nadgradnjami kreiranja vizije in pa njene materializacije v realnost. In v bistvu v programu poleg 4 video srečanj v živo bo 11. januarja, se pravi na Trojno enico, kar je prvi energijski portal v letu 2020, ki so 111. Takrat bo celodnevna delavnica v živo za prepričanja in pa se bomo enkrat mesečno dobile v mastermind spletnem srečanju, kjer bomo pa vzdrževali tisto pravo višino vibracije in pa razreševali, kar se bo zataknilo, ali pa si dale podporo, praznovali in tako poskrbeli, da se bojo stvari res materializirale. Jaz bom še en video posnela in tega bom jutri delila s teboj in tam noter bom povedala, kako presežeš ovire, ki stojijo med tabo in tvojimi željami in cilji. Odgovorila bom tudi na vprašanje, kaj storiti, ko ne veš, kaj si želiš. In vsi, ki so del moje spletne skupnosti, se pravi, ali da so v Facebook skupini Aktiviraj, uživaj, navdihuj, ali pa na moji mailing listi, boste dobili tudi posebno kodo za 40% znižanje kotizacije na redno ceno programa. In to bo veljalo do konca novembra 2019. S programom Čarobna vizionarka bomo začeli v ponedeljek 2. decembra. Tako da, če klikneš na povezavo pod oziroma nad videom, se prijaviš v skupnost Čarobnih vizionark ali v Facebook skupino ali na moj mailing listo, dobiš še en video, v katerem ti bom podala tudi kodo. In takrat, tiste, ki pa ste že dobile tudi v videu oziroma zraven linka do prijave, tudi že kodo, tako da lahko mirno se prijavite in se vidimo 2. decembra oziroma jutri v naslednjem videu. Čau, čau.